Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke in vabljeni k spremljanju oddaje Župan z vami. Tudi občina Podčetrtek v septembru praznuje in zato smo v naš studio povabili župana občine Podčetrtek Petra Misjo, da pove, kaj zanimivega se dogaja. Lep pozdrav tudi vam. Poletje je kar naenkrat minilo, da ne rečem tudi celo leto od prejšnjega praznika. Se tudi vam zdi, da čas čedalje hitreje teče? Ja, najprej lep pozdrav vam in vsem vašim gledalkam in gledalcem. Res je, da čas zelo hitro teče in pravzaprav leto se izredno hitro obrne. Kljub temu pa v celotnem letu imamo v občini Podčetrtek marsikaj za pokazati. Tako, in bova tudi marsikaj predstavila, pa še nama ne bo uspelo vsega povedati. Mogoče pa vendarle za začetek, letošnje poletje so zaznamovala neurja, so tudi v vaši občini povzročila veliko škode? Kar nekajkrat smo imeli močno deževje, neurja, vetrove in vse ostalo. In lahko rečem, da je posledic kar veliko. Kar nekaj plazov, pač smo takšen teren, kjer se plazovi sproščajo skoraj vsako leto. In v letošnjem letu smo ravno, ko smo zaključevali oziroma zaključujemo dva večja plazova, sofinancirana tudi z državno pomočjo, se pravi za Borovec in Pristav pri Lisičnem, sem spet nekako mislil, da smo prišli do konca, no pa se je zgodilo to, da smo v začetku julija, oziroma konec junija, začetku julija, pa še polovici julija, imeli kar nekaj takih močnih deževij in močnih vetrov in sprožilo se je kar precej plazov, nekaj manjših, tudi nekaj manjših osadov, nekaj smo sproti uredili, se pravi tisto, kar je bilo manjše in ki se nam je zdelo, da z majhnimi posegi lahko veliko naredimo. Nekaj stvari sedaj urejamo, nekaj pa verjetno bo še ostalo, ker mislimo, da bo za nekaj 100.000 evrov pa potrebno pa malo drugače obrnati zadeve, predvsem pa si nadejamo tudi tukaj pomoč države. Mi smo tudi v okviru skupnosti občin na seji predsedstva, ki smo imeli ga nedavno v Podčetrtku, opozorili na to težavo. Pač v letošnjem letu je bilo veliko neurij na različnih področjih in se mi zdi, da država tukaj ni odreagirala popolnoma nič, da je ostalo v celoti na lokalnih skupnostih. Menim pa, da bi v takih primerih morala priskočiti na pomoč tudi država. Ste popisovali škodo, so jo tudi občani lahko prijavljali? Smo popisovali škodo, smo popisali škodo tako na naših objektih, kakor tudi na vodotokih in pa seveda tudi na to, kar so imeli naše občanke in občani. Vendar pa se mi zdi včasih, da te popise velikokrat naredimo, pa z tega ni nič. Imamo samo nekje v arhivu. Upam, da zdaj v jeseni se tudi dogovorimo kaj z državo in da bo to tudi kaj sofinancirano in da bomo nekatere stvari lažje uredili, ker neke stvari so pa pravzaprav nujne in te nujne poskušamo mi tudi urejati. No pa da greva zdaj čisto na drugo področje. Občina Podčetrtek je doslej dobila že veliko priznana, ne? Najnovejše pa mislim, da je Evropska destinacija 2019. Za kakšno priznanje gre, kaj vam pomeni? No, Eden je priznanje, ki pravzaprav res govori o destinaciji, se pravi destinaciji, in to je zelo pomembno povedati destinaciji. To pomeni področje, zdaj ni več samo občina Podčetrtek, ampak področje 3 občin destinacija, se pravi občina Kozje in Bistrica ob Sotli. Najprej treba povedati, da smo mi ena redkih občin v Sloveniji, ki znamo zelo dobro se povezovati. Ogromno projektov smo naredili s sosednjo občino Rogaška Slatina, z občino Šentjur tudi, no in pa seveda tudi občino Kozje in Bistrica ob Sotli, s katero smo se tudi turistično povezali v prvi vrsti, se pravi v sklopu gospodarsko-interesnega združenja Turizem Podčetrtek, ki se zdaj ponovno imenuje Bistrica ob Sotli in Kozje še zraven, in pa tudi potem nadaljevanju z strategijo, ki imamo zdaj skupno, se pravi na eni strani zelo močna turistična občina Podčetrtek in pa obe občine, ki lahko prispevata zelo k turizmu, če jo pravilno razvijaš, Kozje in Bistrica ob Sotli. In ravno v tem smo pač bili prepoznavni kot destinacija in smo dobili destinacijo odličnosti, ki pa pomeni ne samo kot neko dodatno priznanje, ki bo šlo pač na steno v naših prostorih, ki imamo izredno veliko evropskih, ampak pomeni dodatno tudi fizično promocijo. To pomeni, da bo Slovenska turistična organizacija zdaj eno leto skrbela še bolj za našo promocijo, ne samo našo, tudi drugovrščene destinacije Dolenjske.
podelitev je bila tudi v vaši občini oziroma v Podčetrtku ob občinskem prazniku? Ja, zanimivo je to, da smo mi že kar nekaj takšnih prireditev speljali, pa jih združimo. Naprimer, 2-3 leta nazaj skupaj 50 let Termolimija in občinskega praznika. Tudi v letošnjem letu smo se dogovorili, da naredimo to eno skupno prireditev, močno skupno prireditev, v katero smo povabili, tudi lahko rečem, komplet turistično ponudbo, ki jo imamo v vseh 3 občinah, in skupaj smo pač proslavili in nazdravili evropski destinaciji odličnosti v letošnjem letu. No, v letošnjem letu je bil en tak pomemben dogodek tudi odprtje razglednega stolpa na Rudnici. Pa najprej mogoče, kako vam je sploh prišlo na idejo, da bi razgledni stolp postavili, kaj je njegov namen in pa predvsem kakšen je zdaj obisk in odziv? No, vi, ko me že nekaj let sledite, prav gotovo veste, da sem se kar parkrat v tem studiu povedal, da bomo naredili, pa da se trudimo, pa da iščemo rešitve. No, približno 10 let smo iskali rešitve. Mi smo sprojektirali ta stolp, mislim, da idejno že v 2007, potem prestavili v 2008, ko smo že imeli kar v redu projektno dokumentacijo, vendar pa smo se nekako 10 let mučili z lastnikom, ali bi nam dal zemljo, ali nam ne bi dal, oziroma se nismo prišli do prave odločitve, na kar smo presekali in smo rekli, zdaj pa moramo to narediti. Zelo dobro smo se pogovorili s Slovenskimi državnimi gozdovi, prestavili stolp za nekaj metrov, tako da sedaj stoji na zemljišču Slovenskih državnih gozdov za stavbno pravico in smo pač sprojektirali, naredili podroben prostorski načrt, gradbeno dovoljenje, no in v letu smo ga naredili. No, presenečen sem nad njegovim obiskom na tem stolpu. Tu gre poprečno nekaj 100 ljudi vsak dan, skozi vse poletje je bil izredno zaseden in glede na to, da pravijo, da se malo miga na vrhu, jaz sicer ne občutim toliko, sigurno pa malo, glede na višino se zamiga, imajo nekateri to kot nek triumf, da se rečejo, zdaj sem ga pa le premagal. In zanimivo je to, da nekateri poskusijo kar nekajkrat, pa pridejo do prvega platoja, drugega, 5., 8., ampak na konci pridejo na vrha in tudi miselnost se potem spremeni, da ko dobiš fantastični pogled pravzaprav na skoraj celo Slovenijo, tudi proti Avstriji. Ravno ta del se odlično vidi do Šoštanja, potem na Hrvaško in vse ostalo. Tu je pa treba tudi povedati, da nismo mi samo uredili ta stolp, ampak smo naredili ogromno poti okoli, urejenih poti z klopmi, z oznakami, ravno v označevanje smo dali izredno veliko in tukaj sta oba planinska društva, tako Podčetrtek kakor Pristava, izredno dobro sodelovala in smo skupaj naredili, lahko rečem, en produkt odličnih peš poti, ki pa se združujejo potem na koncu na stolp. Ampak do stolpa se pride z avtom? Do stolpa se ne pride čisto z avtom, treba 300-400 metrov zadnjih narediti, je pa ogromno poti od Podčetrtka, recimo uro pa pol, prideš peši že iz Podčetrtka, če pa greš tisti 300-400 metrov, pa približno 10 minut. Pa še nekaj treba povedati, mi smo v maju mesecu odprli tudi zavetišče tukaj blizu tega stolpa, to se pravi neko manjšo kočo, ki ima planinsko društvo Pristava pri Mestinju, Šmarnica se imenuje in tudi tukaj lahko rečem, da je izredno veliko ljudi. Pomembno pri tem stolpu je povedati to, da je ta stal dobrih 200.000 evrov in da smo ta sredstva v celoti zagotovili iz turistične takse. To pomeni, da stolpa ni naredil noben naš občan. Stolp so naredili ljudje, ki prihajajo k nam na dopust, ki so pustili pri nas turistično takso in to je nek nadstandard v turizmu in je zato tudi brezplačno dostopen za vse. Rudnica ima določeno višino, a ne? Pa koliko je visok stolp? No, Rudnica, ta del, kjer zdaj stoji, mi imamo tudi višje hribe, ampak ta del je na 622 metrov se začne, se pravi 662 metrov pa pride končna višina stolpa, nadmorske višine. Se pravi, da je to svojevrstna privlačnost. Ste imeli namen predvsem v mislih turiste, da bodo to obiskovali ali tudi planince in domače?
Lejte, v prvi vrsti vedno govorim, moramo poskrbeti za dobro kvaliteto življenja naših domačih ljudi in to smo prav gotovo tudi z stolpom, z pešpotmi in z vsemi ostalimi, o katerem še bomo kasneje govorila, naredili, ampak tudi gostov je izredno veliko. Ne? Zdaj, ravno, lahko rečem, 14 dni nazaj, 3 tedne sem srečal družino iz Nizozemske, ki pač niso mogli verjeti, da je to zastonj, da lahko zastonj priješ gor in sem tudi njim rekel, ko so dali turistično takso, pa so rekli, se damo povsod po svetu, pa ni tega. No, in so zelo pohvalili kraj in zelo pohvalili to, kar mi tudi poudarjamo, možnost aktivnega preživetja svojega dopusta. Ne. Tam Nizozemci so pa še bolj specifika, so že bolj tako, ko smo mi včasih bili, da ostanejo nekaj dni. Ne. Danes imamo poprečje 2-3 dni gosti, ki ti pa ostanejo, najamejo glamping, veliko jih je v glampingu in tudi tu moram povedati, da sem presenečen, glede na to, da sem bil kar nekajkrat letos na Hrvaškem, kjer so pa rekli, da kampe, glampinge ne obiskujejo več toliko obiskovalci z tako zvani državo Beneluxa. Tukaj pri nas pa skozi gužva in lahko rečem, da smo veseli, da je veliko teh gostov, ki tudi so dobri v zapravljanju. Potem ste zadovoljni z letošnjo turistično sezono. Občina ima podatek ne ravno zaradi te turistične takse. Kakšen je obisk? Mi imamo podatek točen, lahko povem, da smo v prvih 6 mesecih dobili približno 250 000 evrov turistične takse. Ne. Če dam primerjavo na lansko leto, ko smo v celem letu dobili 350, lahko vem, da je bilo gostov izredno veliko. Zdaj za nočitve vam ne bi točno povedal, zato ker taksa pa nočitve se razlikujejo, bi si moral zapisati, ampak gre, to pa vem po podatkih slovenskih naravnih zdravilišč, ki pa beležijo samo podatek v Termah Olimia, da gre za 10% narast, tako da smo tudi tu zadovoljni. Torej še vedno vsako leto se povečuje. Ja, tako povečuje in zdaj mislim, da se veliko več pa niti ne bo sploh v poletnih mesecih moglo povečevati. Verjetno niste zainteresirani, da bi ljudje hodili en po drugem. Smo zainteresirani, da je popolnjeno, ampak razne prireditve, ki so v tem času, morate vedeti, konec avgusta, začetku septembra Evropsko prvenstvo Pikado, tudi za drugo leto zakupljeno, to je 1300 igralcev plus toliko še tisti, ki pridejo spremljevalcev, tako da tudi v Rogaški bivajo in tako dalje. Mi imamo vse skozi nek tak trend normalne rasti in pričakujemo, da bomo prišli tam nekje do 450 000 nočitev na letni ravni in to je, lahko rečem, za Podčetrtek zelo veliko. Je letos vozil ta turistični ali kopalni vlak? Ne, kopalni vlak vozi, mi smo imeli pa tudi muzejski vlak, to vi mislite, vendar pa muzejskih vlakov je čedalje manj in zato na tem področju ni vozil, je pa vozil kopalni vlak, ki pa je tudi bil zelo dobro zaseden. No, odločilno za razvoj občine Podčetrtek je vedno tesno pa dobro sodelovanje s Termami Olimia. Tam ves čas tudi investirajo. No, jaz lahko rečem, da je sodelovanje ne samo s Termami Olimia, tudi z komplet turistično ponudbo, za celotno destinacijo je zelo pomembno. Tudi zdaj v tem primeru, ko smo malo prej govorila, da imamo še druge dve občine, tu moramo vsi med seboj povezovati se in sodelovati. Seveda pa Terme Olimia so v turizmu paradni konj. Lahko rečem, da imajo sigurno najboljši rezultat v Sloveniji od vseh zdravilišč v polletju, tudi v lanskem letu, da imajo nadstandardni tudi dobiček, če lahko rečem, za neka državna podjetja in da bom vesel, če bo tako ostalo, če se ne bo neka lastniška struktura, o kateri se že govori marsikaj, spreminjala in pa tudi, da bomo imeli takšno vodenje podjetja, kot ga smo imeli do sedaj. Sicer pa občina verjetno, kar se tiče prostorskih načrtov, to sodeluje, drugače pa ne. Mi tukaj lahko rečemo celo prehitevamo, včasih tudi njih spodbujamo, ampak to je stvar dialoga. Če znaš dobro komunicirati, vemo, kaj bo kdo želel, kaj bo kdo naredil in mi naredimo maksimalno na tem, da so možnosti za razvoj zmeraj odprte. Ko so ravno pri komunikaciji, kaj je s to lažno novico o uničevanju gnezd lastovk v Olimijah? Zakaj mislite, da je do tega sploh prišlo? Tam so zanikali. No, zdaj sem malo prej vse povedal. Zgleda, da smo zelo dobri. Zelo dobri na vseh segmentih, da imamo rast, da znamo se drugače obnašati. Seveda pa, glede na to, da sem tudi
redno obiskovalec celotnega območja, da ga dobro poznam, verjamem, da namerno ni nihče vrgo dobenega gnezda dol. Še več, ker se skozi pogovarjamo, tudi pojdite pogledati naše poti, ki vodijo recimo v Podčetrtek in okolico, kjer naredimo veliko dreves in ostalih možnosti za preživetje ptičev, in jaz vem, da imajo to v Termah Olimia sistemsko regulirano, da pač ne pustijo, da je možnost narediti na tistih območjih, kjer jim pač svetujejo na bazenskem delu, da ostalo pa, če greste zdaj tudi po termah, normalen gost bo opazil ogromno ptičev. Seveda pa lahko pa, da je tudi kdo nam želel škoditi. Predvsem pa mogoče tisti, ki so to stvar napeli. Tako, zelo na veliko je to prišlo ven. Potem so zanikali v Olimah in pravijo, da pod gnezda podstavljajo papir in čistijo na balkonih. Novinarji veste, to so čas kislih kumaric, ko se v politiki nič ne dogaja in je treba mogoče kdaj najti kakšne ptiče, Pa ste bili zelo slabe volje, ko ste to prebrali? Jaz sem bil mogoče slabe volje zaradi tega, ker vem, da napenjajo, ampak vem pa, da to ne vpliva na nek promet. Avgusta meseca smo bili pravzaprav najbolj polni v zgodovini. Terme Olimia so dosegle ravno po tistem te dni rekord, preko 2000 jih je spalo v Termah Olimia, tako da tisti, ki so želeli škoditi našemu podjetju, prav gotovo niso bili uspešni. No, lastovke pa so tudi rade pri vas. Tako. V aprilu, tokrat na praznični dan, ste imeli spet festival vina in čokolade. Kako ste bili letos zadovoljni na eni strani s ponudniki, na drugi strani z obiskovalci? No, to je naš največji festival, naša največja prireditev, ki lahko rečem, da se je zelo dobro prijela. Zelo smo bili zadovoljni, zdaj prvo moram reči, s ponudniki, ker ponudniki tudi prav, da se odzovejo in smo jih mogli tudi v nekem delu selekcionirati, tako z vinarji, kakor čokoladarji. Predvsem pa smo bili zelo zadovoljni z programom in pa tudi z množico ljudi, ki je prišla v našo večnamensko športno dvorano. Tako da 7000 približno rekord do konca. Pravzaprav se nisi mogel gibati. Med drugimi pa smo bili spet vsi zadovoljni. Tako da računam, da se bo še to kaj nadgradilo. No, v različnih priložnosti pa sem povedal že, da bomo morali graditi še na eni taki zadevi, ki je zdaj, ta je spomladanska, ena pa še bolj jesenska. Zdaj imamo avgusta bolj to našo praznovanje farnega zavetnika, pa 3 dni traja, ampak še mogoče v jesenskih mesecih, ko je tudi možnost še kaj narediti, pa bomo poskušali še kaj narediti. Čeprav lahko rečem, da v tem času je kar nekaj skupin glasbenih v naši večnamenski dvorani, tako da se pravzaprav vseeno dogaja, ampak verjetno bodoče treba kaj izumiti, čeprav je takrat tudi kozjansko jabolko in vse ostalo, pa mogoče ne bi delali si konkurence, ampak vseeno kraj mora vedno živeti, moram reči, tudi z dobrimi prireditvami. Pripravljate pa menda novo tematsko pot Svete Eme, ali ste to že naredili? To je končano, seveda bomo še kaj mogoče nadgradili, ampak to je evropski projekt, vreden približno 200 000 evrov, en del, mislim, da 60-65 000 evrov smo dobili od Evropske unije. Gre za projekt, s katerim smo oživeli pot od križa v vhodu v Vonarje, pa na drugi strani do Vonarja pri prehodu čez železniško progo, 2,6 km, en del asfaltirane poti, druge makedanske, z razsvetljavo, z razglednimi ploščami, klopmi in vse ostalo. Tako da tisti, ki bodo po tej poti šli, bojo prav gotovo uživali, pa še nekaj bodo tudi na razglednih tablah videli tako marsikaj od življenja Svete Eme, ki so naše cerkve, gradovi in tudi ostalo. Se pravi, da je ne samo območje Svete Eme, ampak tudi o sami Sveti Emi. Sveti Emi, ampak to gre za območje od Svete Eme navzdol in navzgor, tako da z dveh strani pridemo na Sveto Emo in ravno te tematske poti, mislim, da bodo, in ne samo tematske, tudi poti bodo v bodočnosti zelo pomembne, ker na eni strani pomenijo aktivno preživetje dopusta, po drugi strani pa tudi razbremenitev gostov. To, ko vsi jamrajo
po Sloveniji kar precej, da je vse v centru, je treba par takih stvari narediti, kolesarske, pešpoti in ostalo, da se lahko ljudje tako, bom rekel, gosti tudi malo razgubijo. Omenili ste Vonarsko jezero, to tudi veliko oddaj smo že naredili in se pogovarjali o tem, kako daleč je ta hip, ta projekt. No, jaz smeraj rečem, da je pri nam Vonarsko jezero, zato ker je Vonar je bil kraj Vonarje pri nam, ampak ta projekt, se pravi, protipoplavne zaščite je izredno daleč. Mi smo, lahko rečem, da je ta projekt gre bolj že k zaključku. Gre za približno 2 milijona evrov, ki bo pač obnovilo zapornico in vse ostale objekte, ki so na tem območju, in pa seveda dalo tudi neke analize možnosti potem ojezeritve Vonarskega jezera. Tam bomo pa tudi videli potem višino, koto in vse ostalo, kaj bomo lahko v bodočnosti delali. Seveda si mi tako v Podčetrtku, kakor v Rogaški Slatini želimo, da bi tukaj bila voda, da bi tukaj bil nek novi turistični produkt. Seveda bo pa treba kar nekaj analiz in seveda v naši birokraciji slovenski kar nekaj stvari urediti, da bomo do tega prišli. Občina Rogaška Slatina bo ob koncu Vonarskega jezera že naredila svoj naravovarstveni center, mislim, da v naslednjem letu bo končan. Mi jih zaključujemo OPPN, se pravi podrobni prostorski načrt tega območja. Imamo še nekaj težav z Arsotom, ki pač pravi, da smo prehitri, vendar mi mislimo, da višina vode ne vpliva na to. Bomo zdaj neke postopke naredili, tako da pričakujem, da bomo tudi tukaj naredili podrobni prostorski načrt, kar bo pomenilo tudi že možnost razvoja tega območja in tudi koriščenja evropskih sredstev. Verjetno predvsem v turistične namene. Predvsem v turistične namene, vse druga pa bi bilo popolnoma brezpredmetno, ampak turistično-športne, rekreacijske, to pomeni, da ne bo samo zopet prišlo do tega, da bi samo gosti uporabljali to, ampak tudi domači ljudje, se pravi naše občanke in občane. No, prej ste že omenili, da ste skupaj z občinama Rogaška Slatina in Kozje, mislim, da strategijo tudi razvoja turizma sprejeli. Ne, Bistrica, Obsotlik, Kozje in Podčetrtek, to smo zdaj ena destinacija in smo skupno strategijo sprejeli. Mi tako in tako v Podčetrtku smo morali imeti strategijo, no zdaj pa smo vključili še obe občine, tako da je tudi malo manjši zalogaj, predvsem za njih, in imamo skupno strategijo, dokument, kako razvijati turizem, v katerem želimo ohraniti naravo, ki je za nas zelo pomembna, narediti pa destinacijo tako, da bo privlačna za vse in da bomo od te destinacije lahko tudi normalno preživeli. Kaj je v tem zaledju pomembnega z turističnega vidika? Olimje vemo in kopanje in podobno. Glejte, to bi mogel spet našteti kar precej. Zdaj, če povežem nekako, mi imamo najbolj grajski med grajskimi gradovi v Podsredi na eni strani, v Bistrici, Obsotli, Svete Gore, zdaj govorimo o nekih kulturnih zadevah. V Bistrici, Obsotli so tudi hostel naredili, tudi v Kozjem se že razvija turizem, kar precej, lahko rečem, novi ribniki, ki so dobili nove lastnike, restauracija, tudi kmečki turizm in vse ostalo. Zdaj nadgradnja tega pa še je, da povezati dobro vse s kolesarskimi stezami, kar zdaj za občino Podčetrtek lahko rečem, da bomo kmalu do obeh mej prišli, povezati se dobro z pešpotmi, to, kar mi tudi delamo, in pa nadgraditi še pa kaki kmečki turizem, še kakšno mogoče prenočitev, tudi tukaj v Kozjem vem, da delajo zdaj ravno na gradu Podsredo še neke prenočitve in tako dalje. Tako da možnost, bom rekel, dobre prodaje gostom, in kar je pa še bistveno, to, kar tudi se dogaja zdaj v termah Olimja in pa tudi drugi so spoznali, da treba tudi držati stabilno ceno, ne poceno prodajati, ker če imaš stabilno ceno, lahko nekaj zaslužiš in lahko tudi nekaj investiraš. Omenili ste kolesarske steze, kaj pa javni sistem izposoje koles, tudi tega ste vzpostavili? Ja, to pa lani za Rogaško Slatino, tudi evropski projekt, kjer imamo pri nas 3 mesta možnosti izposoje, v Rogaški tudi 3, pri nas imamo pri Ticu, hotelu Breza in pa v Aqualuni, izredno dobro se je zadeva prijela, tudi električna kolesa in navadna, v bistvu
prideš lahko v Podčetrtku, se odpelješ v Rogaško, lahko tam kolo pustiš oziroma kontra. Tako da ta izposoja koles je sicer bolj mestna, mi smo pa medkrajevno naredili z občino Rogaško, kar se mi zdi, da je zelo v redu. Kako pa so sama kolesa? Imate veliko stroškov s popravljanjem ali to ni tako pereče? No, gledajte, ko se ti lotiš neke stvari v turizmu, je normalno, neke nadgradnje je normalno, da je strošek. Zato je tudi, se pravim, tudi zato je turistična taksa, da se tudi v take namene porabi. Seveda je vzdrževanje koles je eno, druga je zavarovanje, ker treba zavarovati vse, ki se na kolo vsedajo in vse ostalo, tudi transport med temi mesti. Skratka, to nekaj stane, ampak stane pa tudi, če stane, tudi nekaj dobimo za to. Zato je tudi več gostov na našem območju. Se tuji turisti tudi poslužujejo tega javnega sistema? Izredno veliko, mogoče je več kot naše. Aha. In so potem navdušeni najbrž. Tako, oni to, da se lahko nekdo po urejeni kolesarski poti pelje proti Rogaški Slatini ali proti Šmarju pri Jelšah ali celo v Virštan, pa v kratkem upam, da se je peljal tako v Kozi, kakor v Bistrici ob Sotli, lahko rečem, ni povsod niti v Evropi. Obnovili ste tudi nekaj kilometrov cest, katere, koliko? No, cest je v zadnjem času izredno veliko narejenih, cestne infrastrukture, če bi k temu tako rekel. V lanskem letu smo zaključili nekako pločnik v Sodni vasi, ki je bil vreden dobrih 300 000 evrov. V letošnjem letu skupaj z direkcijo zaključili pločnik med Podčetrtkom in Akvaluno. To je že pločnik bil, vendar je bil dotrajan in smo ga morali urediti. Seveda smo v spomladanskih mesecih odprli del kolesarske poti in peš poti v Cmreški gorci. Tudi moram povedati, zelo pomemben projekt, pa smo ga skoraj 2 leta delali zaradi tega, ker smo morali pač narediti nek most in spet iskali različna soglasja, da smo do tega mostu prišli. Drugače pa cest je bilo izredno veliko v tem času narejeno, no sam zadnjo obdobje naj naštejem še v Gostinci približno 500 metrov, potem v Podčetrtku, to je se pravi cesta okoli cerkve, naše cerkve Farne Svetega Lovrenca, tudi približno 800 metrov, pri Svetem Urbanu 800 metrov, smo pred začetkom del obvozne ceste v Sodni vasi, ki jo gradimo skupaj z direkcijo za železniški promet, 500 000 evrov vredne, in pa smo tudi pred razpisom za obnovo v partnerstvu z direkcijo za ceste, za obnovo ceste med Štravsi in pa mejo z občino Kozje, in pa seveda tu sanacija enega plazišča in pa tudi nove ceste mimo Banovine, ki je tudi vredno približno 650 000 evrov. Skratka, bo se še letos tudi na tem področju kar nekaj zgodilo. Ampak to zahteva kar precej proračunskega denarja tudi, ne? Seveda, proračunskega denarja veliko, s tem, da tukaj se tudi, moram reči, aktivno vključuje tako direkcija za ceste, kakor tudi država s tako zvanim 21. oziroma 23. členom Zakona o financiranju občin, vendar pa poleg tega, kar sem naštel, še dodatno zagotavljamo sredstva tako za vzdrževanje in pa asfaltiranje manjših odsekov, in kar nekaj se je že letos zgodilo in se še bo zgodilo. Maja letos ste odprli nove prostore za pediatrijo. Kako ste zadovoljni zdaj z delovanjem? So primerni? No, to tudi vejo, pa tudi vi veste, da sem večkrat omenil, da je to za mene največjih, najboljših investicij, kar smo jih daj v občini naredili in na katere sem še posebej ponosen. Namreč v občini Podčetrtek imamo veliko projektov, ki so vredni kar nekaj milijonov evrov in smo jih tudi v prejšnjih letih odprli. Ampak v kraj, v vas, v Podčetrtek pripeljati pediatrijo in mi smo jo izfinancirali sami, se pravi, da smo jo sami preuredili z starega stanovanja, sami plačali iz občinskega proračuna, no, zdravstveni dom je pač prispeval pohištvo in uredili tudi okolico in še več, pripeljali smo tudi pediatrinjo. Se mi zdi, da je to izredno velikega pomena in izboljšuje standard vseh občank in občanov, predvsem pa otrok. Jaz sem vesel, da se tudi naša pediatrinja zdaj preselila v naš kraj skupaj z otrokom in da tukaj živi in da imamo zdaj, lahko rečem, skrb za otroke res kvalitetno. To pomeni, da dobro sodelujete tudi z zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah. Imate morda v načrtu še kakšno investicijo na področju zdravstva?
No, to zdaj nisem še veliko povedal velikim povedal, ampak mogoče to bo zdaj prvič, da to območje slišano. Mi smo planirali že v rebalansu proračuna projektno dokumentacijo za ureditev, se pravi, enega stavbe, ki bo stala nasproti zdravstvenega doma ali pa nasproti doma starejših, ki je na vrhih v teh prostorih, kjer želimo urediti na eni strani nujno zdravstveno pomoč in tudi še nekaj urediti za zdravstvo, če govorim temu, po drugi strani pa urediti varstveni center za dnevno oskrbo starejših, nekaj še zraven stanovanj za dom starejših in pa tudi par varovanih stanovanj. Projektna dokumentacija idejna bo predstavljena v mesecu september, se pravi do konca meseca oziroma na prvi seji. Potrebno je povedati, da smo tudi v razgovoru z ministrstvi in da iščemo tudi kakšnega še drugega, ki bi to naredil. Mi imamo prostor, projektno dokumentacijo in ostalo. Glede na to, da pa imamo že koncesijo, se pravi, da je dom starejši tukaj Šmarje pri Jelšah že dela, verjamem, tudi oni so zelo zainteresirani, verjamem, da bomo skupnimi močmi zmogli, da bomo imeli tu en kvalitetno oskrbo tudi za starejše in pa seveda tudi nujno medicinsko pomoč. Ker potrebe pa so, tudi za starejše. Verjetno imate kar nekaj starejših prebivalcev. To so kar potrebe po celi Sloveniji, čeprav jaz sem ponosen, da znamo poskrbeti za vse generacije, tudi za starejše in da smo tudi dobili pred leti, naredili veliko, da smo dobili ta dislocirani oddelek, vendar pa ravno to je trend, sam hodim kar nekaj po svetu, trend tako zvana dnevna oskrba, dopoldanska oskrba ali kako že reče, nekateri reče celo vrtec za starejše, je zelo veliki trend v svetu, kajti ljudje lahko živijo tudi ti, ki so blizu doma, in pride samo tisti čas, ko nima nobenega svojca v to dnevno oskrbo in v bodočnosti bo to v Sloveniji izredno pomemben segment. Povejte, kako ste zadovoljni z delovanjem Razvojne agencije Sotla? Nekaj ste tudi na seji konec avgusta govorili o tem. Ja, seveda, mi smo Razvojna agencija Sotla zelo dobro konkretno delamo. Razvojna agencija Sotla ima kar nekaj skupnih projektov, vendar pa govorili smo pa o tem, da je v bistvu potrebno zagotoviti oziroma imeti možnost, da Razvojna agencija vzame 50 000 evrov kredita, zaradi tega, ker pač evropska sredstva prihajajo z zamikom in tu smo tudi občine imamo probleme, ampak lahko rečemo občini Podčetrtek nimamo problemov, ker že nekaj let prenašamo neka sredstva, ki jih imamo pač namensko za neko drugo investicijo pripravljeno in potem pač še nekako zapiraš teh 100 000 evrov. No, njih smo pa podprli, da pač, če bodo potrebovali kredit, da ga lahko vzamejo, ampak agencija dobro dela, tako kot tudi Rasar iz Celja, z vsemi konstruktivno sodelujemo, vendar pa pač zdaj je malo manj evropskih projektov, predvsem kar se tiče občin in tudi tukaj ne morejo oni nič narediti. No, na tej seji ste obravnavali tudi polletno realizacijo proračuna, ne bova natančno, ampak tako, kaj kaže? Je približno 50% prihodkov, odhodkov? No, ni čisto prihodkov, ni čisto 50, ponekod odhodkov tudi ni čisto 50, ampak bistveno je to, da smo vse investicije začele teči in da se pač poplačujejo, to je že tako tudi v vseh drugih občinah, da se poplačujejo pač zdaj, julij, avgust, september, ampak mislim, da pravzaprav razne investicije, zgradnja nove čistilne naprave v Podčetrtku je vse steklo, tako da polletna realizacija je čisto realna. Kaj je prav s to čistilno napravo? No, mi že nekaj let ugotavljamo, da imamo premalo čistilno napravo, namreč to je tudi en od problemov, ki ga ne moramo niti dokazati, pa ga bomo verjetno dokazali tako ali drugače. Mi imamo čistilno napravo spuščeno v kraj Podčetrtek in pa Terme Olimia, Sodno vas v tem delu in potrebujemo približno 4500 enot čistilne naprave, vendar ker prihajajo 2-3 kanali, dobenega ne obravnava država kot agromelioracijo, da je čez 2000 in zaradi tega pač ne moremo kandidirati za evropske sredstva. Čeprav mi imamo zdaj 2500 enot čistilno napravo nadgrajeno na 3000, pa je premala, pa tudi že leta so svoje naredila, bi jo morali obnoviti, pač v državi nas pač ne more, doben ne sliši, da je to potrebno, da je tukaj vseeno
4-5 tisoč enot priteče v to čistilno napravo. To čistilno napravo bomo mi vsekakor naredili, tako ali drugače. Menim pa, da bo tudi v kratkem pogovor na Ministrstvu za okolje in prostor. Tudi govorili ste oziroma sprejeli spremembe odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave oziroma medobčinskega inšpektorata. Gre za kakšne večje spremembe? Ne gre za spremembe, tu dodajamo neke stvari zraven. Inšpektorat zdaj je novo sofinanciranje strani države in zato smo še neke dejavnosti povečali, da bomo dobili isto sofinanciranje z države, kot smo je dobili do sedaj. Pogosto potrebujete inšpektorje, da jih pošljete na teren, da kaj pogledajo? Ja, pogosto jih potrebuje. Občina niti ne toliko, ampak fizične osebe pa lahko rečem, da izredno velikokrat se dotaknejo inšpektorata, da pokličajo in mi, bom rekel, da še bi lahko veliko več uporabljali, kot jih uporabljamo. Kakšen projekt je Urbano ob Sotelje? Zdaj ste ga zaključili. Tudi ta projekt je sodelovanje z občino Rogaška Slatina, kjer smo mi v tem sklopu naredili fitness naprave oziroma naprave za aktivno preživljanje prostega časa. Se pravi, kar nekaj je tega od zgoraj pri štadionu, sta dve zadeve, potem smo uredili tudi učilnico na prostem, ki je ob sami telovadnici v Podčetrtku, nekaj klopi, fitness naprava pri domu za starejše, skratka gre za kar kompleksen projekt. Tukaj moram pa povedati, da smo mi dodali dodatna sredstva za ureditev tudi poti v tej okolici, razsvetljavo in vse ostalo in da ta projekt je danes res, lahko rečem, narejen na izredno visokem nivoju, je pa sofinanciran z evropskega dela Evropske unije. Končna situacija še ni narejena, tako da bi zelo težko rekel, koliko bo na koncu. Vrednost. Kaj ste naredili, postorili po šolah, vrtcih med počitnicami? Izredno veliko. Omenjal sem že, da smo to okolico Podčetrtške šole pravzaprav komplet uredili, da smo v teh mesecih tudi zamenjali še nekaj strešnih oken na takozvani zbornici v Podčetrtku, ki je pač bilo tudi, lahko rečem, izredna potreba, ker nekaj oken se ravno pri obnovi ni zamenjalo in te so spuščale, tako da te so zdaj nove. No, šola je tudi nabavila vrsto novih računalnikov, tudi računalniška učilnica je popolnoma nova, mislim, da gre za projekt 50 000 evrov. Ste jih z občinskega denarja? Delno, z takozvanega vzdrževanja to, ampak amortizacije se vzame delno, pa so dobili evropska sredstva in pa to lahko tudi rečemo, da so v Pristavi pri Mestinju smo pokrili teraso in uredili učilnico za vrtec oziroma za predšolsko vzgojo. Kaj je v šoli tudi nekakšen muzej? Ja, v šoli se pripravlja muzej in predvsem zaradi tega, ker imamo pač drugo leto kar eno obletnico in se trenutno iščejo neki rekviziti šole in bo muzej. Bil je že nekoč, zdaj pa bo tudi muzej, kjer bomo predstavili pač šolstvo. Seveda pa lahko rečem, da so v šoli v sklopu ureditve zbornice nekaj let nazaj, ki smo naredili tudi zgodovinski popis vseh, ki so delali na šoli in vse ostalo, tako da se da tukaj marsikaj videti. No, ker smo pri šolski vzgoji, moram povedati, da imamo letošnje leto rekordni vpis, da imamo po tolikih letih zopet preko 300 otrok vpisanih v šolo, da imamo okoli 180 otrok vpisanih v vrtec, da smo pred sladkimi problemi za nekatere mogoče občine nerešljivimi, mimo pa že nekako rešili, da ravno projektiramo še pri podružnični šoli v Pristavi projektno dokumentacijo, se pravi pripravljamo za 2 razreda predšolske vzgoje oziroma vrtca in da bomo morali tudi v osnovni šoli Podčetrtek pripravili tudi še kakšen nadstandard, predvsem pa želimo rešiti prometno situacijo. Tisti starši, ki so želeli vpisati otroke v vrtec, so imeli to možnost ali so vrste? Trenutno smo vsem omogočili, imamo pa že, tako kot mi je povedala ravnateljica te dni, da imamo 12, ki bodo pripravljeni za vpis decembra meseca in že pripravljamo še 11. oddelek, tako da menim, da bomo tudi te lahko vpisali. No, običajno govorimo predvsem o turističnem gospodarstvu, kadar govorimo o občini Podčetrtek. Najbrž pa imate še kaj drugega tudi.
Mi imamo izredno razvejano malo gospodarstvo in pa tudi veliko število podjetnikov, ko jih konec leta pokličem na sprejem k sebi in mislim, da 250 do 300 kuvert pošljemo. To zapravi, da izredno veliko malih podjetij dela in dajo poseben pečat občini Podčetrtek. Sicer turizmu je glavnina zaposlenih, to moramo priznati, tudi segment nekaterih pralnic in ostalega vplivajo, da je turizem, tudi če bomo rekel, nekih trgovin nastajajo zato, ker je pač turizem tako aktivn, ampak tudi ostali gospodarstveniki, lahko rečem, da izredno veliko doprinesejo k razvoju naše občine. Se pravi, da se ne vozijo veliko v druge kraje v službe? Tako, jaz vem, da se jih tudi nekaj sicer vozi, ampak to je tudi normalno produkt, predvsem tisti, ki delajo v nekih javnih upravah, v vojski in tako dalje, ampak drugače pa je tukaj okoli kar nekaj možnosti za zaposlitve. Kaj pa kmetijstvo? Mislim, da nekaj denarja iz proračuna tudi namenjate podpori kmetijstva? Od zavarovanj različnih do sofinanciranja različnih investicij, to je skladno z razpisi, ki jih nam narekuje država oziroma ki jih pač tudi sami potem pripravimo. Tu v tem razpisu za kmetijstvo pa dajemo tudi kar nekaj društvom, ki delujejo na področju kmetijstva. 6. septembra ste imeli slavnostno sejo, ampak morda preden spregovoriva o teh priznanjih, morda se dotakneva športa in kulture še. Kako ste zadovoljni? Imate kar nekaj uspešnih športnih ekip, pa seveda tudi kulturnih skupin. Ja, mi imamo izredno veliko število društev, za katere lahko trdim, da so večina izredno uspešne in da izredno dobro delajo. Kulturne skupine, lahko rečem, da imamo jih tudi kar precej, ki tudi dobro delajo. Pri kulturnih skupinah bi tudi mogoče to omenil, da sofinanciramo, se mogoče že danes rekel, tudi fantovski zbor, šolski fantovski dečkov. Je še vedno edini v Sloveniji? Mislim, da ja. Takih sofinancira, tudi se tu sofinanciramo tudi učitelje za telovadbo in ostale zadeve. Tako da v športu pa lahko rečem, da tega vas kot Podčetrtek ima prvoligaša v košarki, ima v lanski sezoni kar nekaj ekip, ki so bile med 4 v Sloveniji, govorimo o mlajših selekcijah, ki so izredno dobro pokrite in izredno dobro delajo. Imamo dobro trenersko zasedbo in smo, recimo, če tako rečem, uspešen košarkarski klub zdaj že kar nekaj let v Sloveniji z odličnimi pogoji, z 2 dvoranama, tako v Podčetrtku, kakor v Podčetrtku večnamenska in pa pri šoli. In lahko rečem, da celotno območje, ne samo Podčetrtka, ampak od Virštanja, Polja ob Sotli, Pristave, ima aktivne tako športnike, kakor tudi ljudi, ki delajo v kulturi. Seveda občina poskrbi za športno infrastrukturo, kaj ne tudi po teh manjših tudi zaselkih? Sofinancira skladno zopet z razpisom, sofinancira različne dogodke, tudi različne aktivnosti, tako da lahko rečem, da kar nekaj denarja tudi namenimo za to. No, torej, kdo so letošnji občinski nagrajenci bili? No, letošnji občinski nagrajenci so pa denarno priznanje dobilo planinsko društvo Atomske toplice za večletno aktivno delo na področju planinstva v občini Podčetrtek. Tudi moram povedati, da smo danes že omenili, da so se izredno aktivirali tudi pri tako zvanih označbah naših poti, povsod izredno bili prisotni. Priznanje občine Max Jurak, ki je bil tudi več let svetnik poveljnega gasilskega društva Sela Verače Virštanj in lahko rečem, da tudi član sveta krajevne skupnosti, da je vseh teh letih aktivno vplival na kvaliteto življenja na področju prostovoljstva. In pa Sincerus je pa naša čokoladnica, podjetje izredno uspešno v Olimiju, ki vrsto let, lahko rečem, ne samo, da dobro dela, ne samo, da zaposluje naše ljudi, ampak tudi dobro skrbi za našo promocijo, se pravi naše občine. Če govorimo o festivalu vina in čokolade, so v bistvu oni nosilci dela čokolade in lahko rečem, da so si prav gotovo dobro zaslužili. In pa priznanje župana, naša doktorica, zdravnica Bojana Gobec, ki že preko 30 let skrbi za zdravje naših občank in občanov in ki tudi, lahko rečem, daje poseben pečat naši občini. Tako,
Ministrstvo za javno upravo je zdajle pripravilo en predlog nove formule izračuna financiranja občin. Kaj vi menite o tem predlogu, kako bi se spremenilo, kako bi vplivalo na financiranje vsega tega, kar ste zdaj tudi že našteli? No, jaz sem tudi po eni strani eden od predsednikov skupnosti občin, se pravi za ostale občine sem tudi zdaj trenutno podpredsednik in lahko rečem, da če bi ta formula, v prvi vrsti ta formula želela skregati različne segmente občine, se pravi manjše, večje, srednje, ni jim uspelo in če bi ta formula bila uspešna, bi predvsem izgubile manjše občine, pridobile bi pa mestne občine. Glede na to, da je glavna postavka na gostoti bila, jaz menim, da na tak način ni bil v redu pristop in tudi že v javni upravi vejo, da ni bil v redu pristop in da bodo morali to krepko popraviti. Mi imamo neki izračun že vrsto let urejen in imamo tudi formulo urejeno. Seveda se da ta formula že marsikje popraviti. Če imamo na tem našem območju pluženje cest po zimi toliko sredstev, pa na morju po moje nimajo pluženje cest, bi se lahko v tem segmentu lahko kaj prestavilo. Vendar pa je mati manjšim občinam ob obilici infrastrukture. Manjše občine imajo vse veliko cest, druge infrastrukture, imajo probleme za izgradnjo kakšne šole, vrtce in vse ostalo, se mi zdi nefer. Za vse občine je potrebno, da se normalno povprečnina oziroma glavarina normalno stabilizira in da se da toliko občinam, da lahko normalno preživijo. Če se ne bo dalo, pravzaprav mi ne potrebujemo ne manjših, ne večjih dobene občine, pač ne direktno država to ureja in plačuje. Drugače ta formula financiranja je zapisano v zakonu, to je poseben zakon? To je zakon o financiranju občin, tako je zapisana formula, katero zakon so hoteli zdaj spremeniti in so dali pobudo, da se pač nekaj spremeni, potem so pa združenja naredila izračune, konkretno za občino Podčetrtek je 100 000 evrov bi bilo to manj, pa mi, ki nismo nekaj zadolženi, pa tako naprej, bi že to nekako preživeli, ampak za 100 000 evrov bi pa znižali kvaliteto življenja naših občank in občanov. Ker manjša gostota pomeni večji strošek, ne? Tako, ampak zdaj gledajte, mi isto imamo zaposlene v občinah, isto imamo vrtce, isto imamo tudi druge javne zavode. Vse naloge so iste, ne? Kar nekaj smo imeli, moramo knjižnico financirati, vse ostalo, mi moramo imeti vse, plačevati vse, po drugi strani pa v bistvu ti bi vzeli in še en segment je bil tukaj zelo pomemben, da tisti, tako kot občina Podčetrtek, ki ima samo 4 zaposlene, župana nepoklicnega, ki porabi za sebe 100 000 evrov, primerljive občine zapravijo bistveno več, bi bila najbolj udarjena. Tako da tisti, ki že varčuje, da ima manj zaposlenih, bi rekel, aha, ti imaš manj, mi bomo pa več zaposlili, ne? Ne fair. To se pravi, bi jaz tudi jih 10 zaposlil, pa pač bi za to več od države dobil. No, zanimivo, poletje je prišlo kar nekaj predlogov strani ministrstev tudi o pokrajinah. 11 naj bi bilo, to je zadnji predlog. Kam bi sodil Podčetrtek oziroma kako vi gledate na to delitev? No, jaz vedno govorim, da naš območje pač mora biti na neko celjsko združenje okoli. To, kar je bilo zdaj tam, da je Litija, pa ne vem kdo še v naši pokrajini, se mi zdi, da je to popolnoma zgrešeno. Ampak jaz za njih ne gledam nič. Mi pač, za mene je važno, da smo mi združeni nekje okoli Celja, sem za decentralizacijo že vse skozi, tudi ustava pravi, da bi se morali pokrajine ustanoviti, tudi večja možnost bi bila verjetno črpanje še kakšnih evropskih sredstev in pa toliko ljudi se ne bi rabilo v Ljubljano voziti, pa tam pritisk delati, bi mi imeli svoje tukaj, bom rekel, na nekem našem območju. Seveda pa pri tem je zmeraj veliko interesov, še enkrat, naš interes je samo, da smo na nekem območju celjskem, je pa drugačnih interesov veliko in zelo težko bo tak sistem, ki je zdaj pripravljen, šel skozi po moje ceni, skoraj nemogoče, ker ko berem različne zapise, ki jih dajo kolegi župani, pravzaprav redko kjeremu to vse odgovarja. Kako pa je sodelovanjem čez mejo oziroma kako je zdaj s temi migracijami, begunci oziroma migranti?
No, mi čez mejo odlično sodelujemo. No, zdaj te dni smo imeli tudi srečanje na mostu, kjer smo pač zopet se sestali in tudi, lahko rečem, segli v roko in zadovoljno ugotovili, da je naše sodelovanje pristno in dobro. Seveda pa tudi treba povedati, da nam ne paše dobenem ta ali panelna ali kakršnakoli ograja, vendar ograja nekje mora biti, verjetno zaradi tega, da bi malo težje prehajali ti migranti, ker tako prihajajo, kot poveste, vidite, tudi v množičnem številu. Jaz sem čisto pošteno povedal, da ko se češ politično obračunavati, potem rečeš, Slovenci ne znamo zavarovati meje, ne znamo, ne vem to, ne znamo ono, ampak jaz mislim, da pravo politično obračunavanje bi bilo takrat, ko bi rekli, da Evropa nekaj naredi. In Evropa je tamle v Grčiji, tam bi moral biti red, ne rabijo migranti čez cel Balkan brez osebne, brez vsega pridite, in tudi v naših krajih sam ne morem iti na pivo, pa sem 100 metrov, pa par 100 metrov od meje, ne morem iti na pivo na Hrvaško, če nimam osebne izkaznice, tu pa lahko vsak prehaja. Tako da Evropa bi morala sistemski red tu narediti in tudi odločno reči, ali bo imela migrante, ali bo naredila nekaj druge, ali bo pa dala, rekla, Slovenija, ti zavaruj, če lahko zavaruješ, če ne pa pač naj grejo, kamor hočejo ti migranti. Ampak v vsakdanjem življenju se tudi srečujete, recimo jih srečujejo ljudje na dvoriščih in podobno, je veliko več policije ali vas ni tako občutno? Mi smo se v teh letih navadili policije, imamo tudi pristne odnose, dobro sodelovanje, tako da na našem območju, tu moram reči, ne vidimo nekih problemov, kar se tiče same policije. Je pa res, da so parkrat bili neke tatvine in tako naprej, in takrat vsi mislijo, da so begunci, pa se velikokrat odkrije, da niso pravzaprav begunci, so kakšni domači begunci. Skratka, moram reči, da na tem delu izredno dobro policija tudi jih ogromno ujame in lahko rečem, da tudi svoje oddelajo in ni nekega straha strašnega med ljudmi. Kar se varnosti tiče, mogoče o prometu, je kaj perečega ali pri vas ne? Ne, pri nam nekaj posebnega nismo zaznali v prometu. Tudi lahko rečem, da dobro se skrbi za infrastrukturo in da nekih večjih problemov na tem področju nismo zaznali. Tako, torej še en občinski praznik je za vami. Kakšni so zdaj načrti? Pa mogoče verjetno boste kmalu začeli pripravljati proračun za prihodnje leto, ali ga že imate? Ne, mi ga tam nekje oktobra, novembra, ko se znane tudi, koliko denarja bo namenjenega strani države, takrat začnemo tudi pripravljati. Seveda največ bo odvisno vse zopet od evropskih in državnih projektov. Želimo urediti dokončno Virštan, to sem nekaj za cesto že povedala, druga je pa, se pravi, tako zvani vinogradniški center na Virštanju na Banovini. To je en od pomembnih zadevov. Pomembno segment se mi zdi vlaganje v ljudi in v šolo. To bomo prav gotovo tudi z dogradnjo oziroma ureditvijo pristaških oddelkov, kjer bo se zdaj pripravila, se pravi, dokumentacija in pa možnost financiranja. En največji projekt, sem že omenil, je ta tako zvani center zdravja in pa center za starejše. In pa posebno pozornost, od kjer nismo rekla nič, danes je pa pozornost, ki želimo nameniti zdaj gradu in Kašči. To moram povedati, je v razpadu. Grad Podčetrtek v razpadu, cel sistem, mi nismo lastniki, mi se za lastništvo borimo. Zdaj, že v jesenskih mesecih bomo verjetno mogli v neki streho vložiti na eni od kupola oziroma na tem delu, ko je ura. In bomo morali začeti obnavljati. Zdaj neko strategijo moramo na občini sprejeti. Jaz vem, da je to vrv čez vrat, ampak ne smemo pustiti, da se nam grad podere, tako kot se je že Kašča. Kdo je lastnik pravzaprav zdaj? Družina Zečevič, ki živi v različnih koncih sveta. Imeli ste kar nekaj že kupcev pravzaprav? Kupci se skozi pojavljajo, zdaj tudi jaz ne vem, kako oni pol se pogovarjajo z lastniki. V nekem delu imamo celo Kaščo, ki nima niti lastništva, ki je lastnik vpisan Mezat Kram stečajev, ki je končan, se pravi, stečajnika ni, obstaja pogodba za Zečeviči, ki je Zečevič umrl, to je začaran krog, ampak mi moramo tudi odgovornost generacije bo, da nekako to presekamo in da poskušamo nekako zadevo rešiti.
Potem na osnovi tistega zakona, da je občina, če je objekt nevaren, da ga lahko sama... Ne, lahko sama. Se to že marsikdaj lahko sama. Sam ti moraš denar najti. Lahko sama, ne. Danes imamo mi kulturno-varstvene kulturnike, ki rečejo, aha, to je treba narediti, pa ne veš, odkot bi denar vzel, ne. Ministrstvo za kulturo mislim, da ima za celo leto za grade za vse grade v Sloveniji €1 milijon. Ta grad pa po grobi oceni rabi 10 milijonov, ne. Torej vas čaka še veliko dela in veliko načrtov za ne samo naslednje leto, ampak tudi prihodnja leta. Tudi gasilce nisva nič omenila, mimo grede, no, morda čisto za konec še pohvalite, verjetno so prizadevni. Ja, no, to, kar smo dala za prvo točko, ne, imela danes Naurja, tu brez gasilcev pravzaprav tako kot vseh krajih v naši državi ne moreš nič rešiti. Gasilci prvi pridejo in uredijo, lahko pa rečem, da tudi mi ustrezno poskrbimo, da plačujemo pravzaprav zavarovanja in tiste vse osnovne zadeve, zvezo in ostalo, in tudi, da skrbimo za financiranje opreme. Vsako leto damo nekaj, kar precej sredstev, da se oprema dokupi redna, in pa takrat, ko je pač obletnica tudi za kak avto imamo polno novih, pravzaprav ima vsako društvo vse novo, obnovljeno. Koliko društev imate? 5, ne. To je veliko, to je izredno veliko vlaganje na tem področju, ampak lahko rečem, da za dobro delo se da tudi vlagati. Ko je pa potreba, a ne, pa tudi imate koga poklicati. Pa še po krajevnih skupnosti, vi imate krajevne skupnosti. Tako. So pravne osebe ali ne? Pravne. Aha. Pravne osebe, skoraj isto grejo kot gasilska društva, malo je razlike sicer, ker je v Podčetrtku krajevni skupnosti, Podčetrtek sta 2 društva, tukaj pa pol še zraven krajevne skupnosti Podčetrtek nastala krajevna skupnost Olimja. Tako, in če zaokroživa oddajo, katero priznanje bo naslednjo? Zdaj ste že skoraj vse dobili. No, večkrat poudarim, da priznanja laskajo. Tudi sam vem, da bomo dobili kar neko priznanje in tudi osebno na nekih mednarodnih dnevih v novembru mesecu, ker je že nominacija končana, ampak vseeno priznanja so neka spodbuda za nadaljno delo. Tudi kak kolega župan mi je kdaj rekel, kaj boš pa s temi priznanji, ne. Na koncu je pa tudi sam, ki zraven šel v kakšno tekmovanje, v kakšno stvar se vključevati, ker ko ti si recimo Green Destination, ko si ti prideš med 25 destinacij na svetu, ki nekako skrbi trajnostno za to, in te nekdo začne poudarjati, ne, in imaš napis v svetu pomeni green, ne, se pravi, to tudi privlači goste, in vsako dejanje, ki je pozitivno, privlači goste, in jaz verjamem, da smo tudi z tem, ko smo znali v preteklosti dobro delati, se dobro povezovati in tudi dobili kakšno priznanje, dokazali, da je to edina prava pot za turizem. Verjetno tudi sami skrbite za to spletno komunikacijo, da vas najdejo. Tako, zelo skrbimo, in danes digitalno področje je tako ena od prioritet tudi slovenskega turizma, digitalizacija, in lahko rečem, da turizem Podčetrtek je kar nekaj dobil evropskih nepovratnih sredstev in tudi ogromno na tem področju naredil. Tako. Vi ste si pa privoščili kaj dopusta ali ne? No, žal ne veliko, kaki dan ob mojem ribniku ali pa ob bazenu, to mi zelo dobro dene, predvsem pa mi dobro dene delo na moji kmetiji. Tako. Hvala lepa za ta pogovor in seveda bomo spremljali še naprej in poročali, kaj se dogaja v občini Podčetrtek. Hvala tudi vam in seveda iskrene čestitke našim občankam in občanom ob občinskem prazniku. Tako. Hvala lepa in se vidimo. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, za pozornost. Lep večer še naprej vam želimo.